Dragi gledalci, pozdravljeni v novi epizodi oddaje Reflektor. Z mano sta danes Živa Dobrovoljc in Jure Koželj, študentka in duhovnik, in pogovarjali se bomo o Mariji. Pred kratkim je pri družini šla tudi Marija, Božja mati, knjiga, ki jo lahko kupite v knjigarni družine. Tako, zdaj pa Jure in Živa, povabim, da se kar sama predstavita na začetku, malo s čim se ukvarjata, tako, kako da sta prišla sem. Živa, mogoče. Kar začnem. Jaz drugače, kot ste že rekli, sem študentka, študiram v Kopru prehransko svetovanje. Se mi zdi pa, da so me sem povabili, ker imam eno tako zelo preprosto pobožnost k Mariji. In to kdaj tudi tako objavim, pa tudi, ker se najbrž pa to videli, pa ste jo povabili, ne vem, upam, da bom kaj pametnega zapovedati. Ampak ja, tako se veselim tega pogovora, no. Upam, da bo res Sveti Duh govoril. Drugače imam pa tudi jaz en tak podcast, Do nebes, kjer tudi govoriva o Bogu z mojo prijateljico. Tako da ja, to. Hvala, Jure. Ja, sem Jure Koželj, sem župnik v Preski, zdaj že 10. leto oziroma 11. leto. Moje delo je predvsem župnikovanje na župniji, ukvarjanje z mladimi, starejšimi, zakonci. Potem v župniji imamo tudi župnijski Rahelin vrtec, tako da tudi ukvarjanje s takimi manjšimi otroki. Potem seveda tudi z vzgojiteljicami, tako da je kar tako pestro življenje na župniji. Imamo pa tudi dom starejših, tako da sem tudi tam kar dosti aktiven. Tako da mi je lepo, sem rad župnik. Okay, hvala vama. Zdaj, na začetku ena od prvih stvari, če začnemo kar o Mariji govoriti, kar je danes tema. Ena od prvih stvari, ko jih pomislimo, ko govorimo o Mariji, je to, da je bila Jezusova mati. Da ga je rodila, da ga je vzgajala. Tako, in mogoče ni bila pa samo Kristusova mati, ampak rečemo Božja mati. To je bilo v začetku kar velika odločitev, da jo kličemo Božja mati. Teotokos, pa Jure, bi ti razložil, kako je prišlo do tega in zakaj je to pomembno? Ja, zagotovo je pomembno, da je Marija Božja mati, ker je s tem postala vrata, skozi katere je Bog vstopil v ta svet po svojem sinu Jezusu Kristusu. In Marija je bila res za to nalogo izbrana strani Boga. Tako sveti Avguštin se sprašuje, zakaj ravno Marija? In potem pravi, išči odgovore na različnih straneh, če lahko tako rečem, ampak na koncu boš prišel do samo enega odgovora, in to je, da je to Božja milost. Da je Bog pripravil Marijo že s tem, ko je bila brez madeža spočeta, da se je ozrl na to deklico, nazareško deklico, in jo obiskal po angelu Gabrielu in ji sporočil, da je izbrana za to, da postane Božja mati. Tako, jaz bi tukaj poudaril, ko sem sam premišljeval o tem, da je bila Marija izbrana, se mi zdi, da bolj, ko sem premišljeval, ni vse tako čist samoumevno, kot bi lahko rekli. Ja, sej angel je prišel do Marije, ji povedal, Marija je rekla angelu svoj da, in je bilo to. Se mi zdi, da ni bilo tako preprosto, da je Marija že kot deklica, o tem govori praznik, kmalu ga bomo praznovali 21. november, to je praznik Marijinega darovanja v templju, da je Marija že kot deklica veliko časa preživela v templju, ob poslušanju Božje besede. Zato se mi zdi, da je znala slišati glas Boga, da je bila pozorna na ta Božji prihod, tudi sicer, tudi ko je v templju poslušala besedo. In da je v tem ključnem trenutku tega Božjega glasu ni preslišala. In se mi zdi, da je tukaj ta njena drža, ki jo lahko vsak izmed nas posnema, da z eno veliko pozornostjo in budnostjo prisluhnemo besedi Boga. In skozi to besedo slišimo njegov glas in predvsem, kam nas vabi. In na ta način je Marija potem postala Božja mati. Zdaj,
ob tem bi morda še to poudaril, da Marija v prvem trenutku seveda ni razumela. In je potem angelu postavila vprašanje, kako se bo to zgodilo, ko pa moža ne spoznam. Ampak to je vse v redu. To je vse v redu. Ni razumela, postavila je vprašanje, potem je pa utihnila. Potem je pa poslušala. In kar se mi zdi ključno je, da je rekla da Bogu, ker je prepoznala njegov glas. In če prepoznaš, da je nekaj glas Boga, je edino logično, da temu glasu rečeš svoj da. In v tem je Marija velika. In v tem je Marija močna. Se spomnim, enkrat na mladinski skupini so mi mladi postavili vprašanje, če bi lahko Marija na to povabilo rekla ne. Tako zanimivo vprašanje. In sem tako premišljeval, lahko bi, zato ker je bila svobodna. Ampak Marija tega ni hotela. Ona ni hotela ničesar, kar bi bilo proti Bogu. In zanimivo je, da je en mladinec Filip na to vprašanje odgovoril zelo presenetljivo. Je rekel, ker je ta mladinec postavil tako vprašanje, ker je bila brez greha, a bi lahko rekla ne. In tisti drugi mladinec je odgovoril, lahko, si bila tudi Eva brez greha. Pa je rekla ne. Ja. Tako da v tem je Marija res velika, ne? Velika, ampak zato, ker je bila tako prepojena z besedo Boga, z Bogom, toliko milosti je Bog položil v njeno življenje, ampak ona je s temi milostmi sodelovala. Morda toliko. Hvala. Ja. Beremo, da je bila mogoče Marijina privolitev ne prva svobodna, zares svobodna privolitev v zgodovini človeštva. Hvala, da si to podelil. Jure, ti si govoril o tem, da je v bistvu to, da je Marija Božja mati, je predvsem stvar Božje milosti. In da nam je s tem, kako je rekla da, kako je sprejela to milost in tudi potem, kako je potem umolknila in sprejemala Božjo voljo, da nam je zgled. In zato jo mi obravnavamo oziroma jo dojemamo tudi kot mati cerkve, ne? Ker je rekla ta da in nam s tem kaže, kako naj tudi cerkev živi zdaj, da naj posluša Boga, da naj sprejema njegovo voljo. In potem naj bo na koncu tudi sveta in brezmadežna, tako kot je sama Devica Marija. Kje nam še tukaj Marija kot cerkvi, kot občestvu lahko daje zgled? Ja. To, da je Marija postala mati cerkve, to se je zgodilo v bistvu, ko je Jezus visel na križu, je Janezu rekel te proganljive besede, oziroma ne pri Mariji, žena, glej tvoj sin, in sin, glej tvoja mati. Tako, ko sem jaz premišljeval o tem dogodku, me je tako našel en občutek, da v bistvu je tukaj Marija dobila novo poslanstvo. Če je bila prej izbrana zato, da je Božja mati, in Marija se je dala z vsem svojim življenjem na razpolago Bogu, da je ona postala Božja mati. Jaz predvidevam, da se je odpovedala tudi svojim načrtom. Jaz verjamem, da jih je kot dekle, kot punca imela za svoje življenje in zdaj tam pride angel in ji sporoči, da bo Božja mati in ona reče, da glede kle sem Gospodova, naj se zgodi po tvoji besedi, naj se zgodi tvoj program v mojem življenju. Tako je pa tukaj pod križem postala mati vseh nas, postala naša mati. In verjamem, da se vidi, da se je Marija z vsem svojim življenjem pa zdaj zavzela za to poslanstvo. In kakor je prej stala ob križu
svojega sina, lahko si samo predstavljamo, ali pa po mojem se niti predstavljati ne moremo, s kakšno ljubeznijo, s kakšno predanostjo. Tako Marija od takrat stoji s tako ljubeznijo ob vsakem izmed nas. Zato, ker je naša mati in mi smo njeni otroci. Tako, če se malo ustavimo in o tem premišljujemo, jaz mislim, da se tudi kot v Elizabeti, tudi v nas more nekaj premakniti. More. In tudi tako, ko premišljujem z vsemi obiski Marije, z vsemi prikazovanji, pa ne bo to v Lurdu, v Fatimi, v Medžugorju ali pa drugje. Marija izraža ali pa je pokazatelj samo tega, so ta prikazovanja pokazatelj tega, da je ona naša mati in da se zavzema za nas, ki smo njeni otroci. Da ji je mar za nas, da želi, da smo vsi mi res popolnoma vdani, predani Bogu. Da vsi sledimo Bogu, zato ker je to najboljše za naše življenje. To je najboljše, biti blizu Jezusu, slediti Jezusu blizu, reči grehu absoluten ne in tako z Marijinim srcem reči Bogu svoj da. Takrat Bog lahko iz našega življenja naredi največ. In če hočeš tako v življenju, dajmo reči tako po domače ali pa zelo po človeško uspeti, potem reči Bogu svoj da. Daj se na razpolago, celega se daj na razpolago Bogu. In Mariji se gre res samo za to. Mariji se ne gre za to, da bi zdaj mi častili Marijo, pa da bi hodili k Mariji, ampak Mariji se gre za to, da nas ona vodi k Jezusu. Da nas ona vodi k Jezusu. In ja, to pomeni, da je naša mati. Živa, ti imaš še posebej tako lepo izkušnjo od tega Marijinega materinstva in tega, da te je v bistvu tudi Bog povabil na eni točki, da si rekla svoj fiat. Zgodi se, naj se zgodi tvoja volja. A bi podelila? Ja, mene ta lik, da je Marija mati cerkve in naša mati, ni kot naša mati, ampak je naša mati. To meni, res, moje duhovno življenje se je čisto spremenilo, ko sem začela se truditi, spoznavati Marijo, jo ljubiti in res se zgledovati po njej in se ji priporočati. Res me je učila, me uči, res vedno bolj spoznavati Boga. Se mi zdi, da skozi pobožnosti k Mariji in tako, res nikoli ni tako, da bi ostali na njej pozornost, ampak gre vedno k Bogu. Ona vedno te pripelje bližje k Kristusu. In ta njena materinska ljubezen je res tako, zdravilna, bi rekla. Meni posebej kot ženski mi je ta zgled njen ženskosti in to, kaj sploh pomeni živeti za Boga, reči ta svoj da Kristusu. In tako rada grem z vsemi prošnjami ali pa tako res k Mariji, ker sem tako vem, da je njena volja je popolnoma zedinjena z Božjo. In mi je tako to lažje, pa grem rada tako k Mariji za kakšne take neumne prošnje, ker sem tako, to nisem čisto sigurna, če bi Boga prosila, bo Marija to razločila, pa bo lepo. Če je, Marija pros Boga, drugače ne. Tako zelo preprost odnos. In se mi zdi, sploh od začetka mi je bilo na en način težko razumeti, zakaj bi se rabila priporočati k Mariji, če lahko direkt k Bogu, tako. Ampak sem vedno bolj spoznavala, kako res, ko prideš k Mariji, je vedno samo tako, da bi 10-krat hitreje k Kristusu prideš, tako. Taka ekspresna pot k Bogu je to, tako ful mi je blizu, tudi tukaj sem poslušala en govor enega duhovnika, ki je govoril, kako so ti znanstveni dokazi, da ko je mati noseča in potem, ko rodi otroka, tudi če je splavljen ali pa tako, ostanejo te celice otroka v njenem telesu. Jaz to ne bom znala zdaj čisto pravilno razložiti. Ampak in potem vedno, ko je mati bolna ali pa karkoli, se te celice borijo v telesu za to mater, da bi pač ozdravila. In tako nekako, če gledamo, je Marija ima ves čas vse celice Kristusa oziroma Boga. In je to tako, ni samo bila živi tabernakelj, ko je bila noseča s Kristusom, ampak je živi tabernakelj ona. In vedno, torej, ko je ona, ko se k njej priporočamo, je Kristus je tam. Tako nikoli ni, ne pride brez, ni tako, da bi se pri njej ustavili. Tako da ja, res. Marija, super.
Si rekla, da na začetku ti je bilo težko. Ne? Jaz tudi osebno nimam zares prav velike pobožnosti k Mariji, ker sem tako, pač raje grem direkt. Tako da, kaj bi recimo oba svetovala nekomu, ki mogoče išče ta odnos, ne ve, kako bi ga našel, kako bi ga zgradil? Kaj je tista ta prva točka, da začne? Meni se zdi, da vsaj mene je bilo tako na začetku strah, tako bi rekla, zakaj bi se trudila imeti odnos z Marijo, če lahko dam vso to ljubezen Kristusu, k Bogu. Ampak se mi zdi glih to, ne, ta ljubezen, ki damo Mariji, ona samo potencira to do Boga. In tako bi rekla, mi kot kristjani smo poklicani, da ostajamo kot Kristus. In Kristus je ljubil svojo mater, da si mi ne znamo si predstavljati. In nas res ne rabi biti strah, da bi jo preveč ljubili, ker jo ne moramo preveč ljubiti. In ona nas res tako uči se odpovedati grehu, učite vero, učite spoznavati Boga. In jaz sem opazila pri sebi, najprej sem tako prav prosila sem Marijo, zdaj pa prosim te, a lahko mi da tukaj na tem odnosu, ker jaz sploh ne vem, kaj narediti. In se potem kar počasi skozi leta je v res tak ljubeč odnos, materinski. In jaz se sploh ne kličem mati ali pa tako, ampak je kar mami, rečem v molitvi, ker mi je tako bližji. In mi je res pomagal. Najbolj sem pa opazila te sadove ali pa tako o pobožnosti k Mariji, posebej rožnega venca. Tako se mi zdi, da je duhovno življenje je kar, se potencira s tem, no, tako. Jure? Z vsem se zelo strinjam. Po mojem, tako da kdo res iskreno išče Kristusa, bo slej ko prej prišel do Marije. Po mojem, da se ne da mimo nje, zato ker je to Božja želja. Tako se mi zdi, da jo Bog ne bi rekel, sin, glej, tvoja mati, če to ne bi bilo pomembno. In v vseh zelo pomembnih etapah življenja je bila Marija zraven Jezusa. Znala je biti zraven. Znala. In meni se zdi, da je Janez znal biti pod križem zato, ker je bila zraven Marija. Ne vem, si ne predstavljam, da bi bil tam Janez sam. Ne vem, če bi bil zmožen. Pustimo to, tako jaz, ko premišljujem, se mi dozdeva, da je to tako. Pol pa še to, se mi zdi, Marija je v bistvu pol kar mal prevzela po Jezusovem v nebo hodu, je kar prevzela eno tako mal vodstveno vlogo, ker je v bistvu skupaj z apostoli ona bila v zgornji dvorani, ko so se pripravljali na binkoštni praznik. Tako, skušal sem se vživeti, kako je Marija slišala, ko so apostoli obhajali sveto mašo. Ko so apostoli recimo lomili kruh, pa je recimo apostol Peter rekel, to je moje telo, ki se daje za vas, ker to jim je Jezus naročil. Po nebo hodu verjamem, da se je to že dogajalo. In Marija je bila tam zraven, tam so bili skupaj, skupaj so se pripravljali na binkoštni praznik. Tako da ta vloga je zelo konkretna, je zelo živa in se mi zdi, da pot do Jezusa skupaj z Marijo je zelo varna. In tako bom rekel, da skupaj z Marijo postajamo res goreči. Goreči za Boga, goreči za Jezusa in res popolnoma predani Bogu. Ker ne vem, a veste, Jezus je Božji sin. Je pravi Bog in pravi človek. Marija je pa človek. Marija je pa človek tako kot mi. In v Mariji, tako jaz sem pol ugotovil, da skoraj lažje dobim, da se lažje bližam Jezusu po Mariji, kakor pa direktno Jezusu. Zato, ker je Marija tako, po drugi strani tako človeška. Tako materinska, zdaj tudi medžugorska sporočila veliko jih berem, premišljujem. In kako ona lepo reče, jaz vas čakam.
Jaz vas čakam, da se spreobrnete, da postanete predani Bogu, predani Jezusu. Ona tam čaka. A ne? In pol tudi ona je ponovila v enem sporočilu, da je Bog usmiljen, zato ker se on spominja, da smo, z kakšne snovi smo narejeni. Narejeni smo s prahu, kot pravi tisti psalm, a ne? Da se Bog spominja tega. Zato je usmiljen do nas. A ne? In Marija nas to spomni. Marija nas to spomni takih tako pomembnih sporočil, ki te v bistvu dvigujejo in ti dajo zagon, te ne tlačijo, a ne? Ampak tako te dvigajo. No? Tako da, ja, jaz bi svetoval, no, da kdor iskreno išče, bo hitro prišel do Marije. No? Tako da, nobenega pa ne bi silil, a ne? To pa ni dobro. A ne? Pa še tako bom rekel, se Marija sama poišče. Marija sama poišče. In če nekdo ima ta stik z Jezusom tako močan, pa to ne kar to goji, a ne zdaj na silo k Mariji. Ko pa potreba, on pa Marija sama poiskala. Ni to njen problem. Zdaj, Slovenci smo načeloma, se mi zdi, kar poznani po nekaj tej pobožnosti k Mariji, po tem, da se radi obračamo k njej, jo častimo. Tudi, jaz sem premišljevala, recimo, vsa pomembna romarska svetišča so v bistvu Marijina. Ne? Tako jo imamo zelo radi kot narod. Kaj se vam zdi, tako, če malo razmišljate, kaj bi znal biti povod za to, da smo Slovenci res jo sprejeli za svojo? Tako, oziroma, da se imamo za njene. Tako, to sem res razmišljal, ko sem dobil te predloge, o čem se bomo pogovarjali. In me je odgovor kar sam poiskal. No? Zato, ker smo majhni. Tako bom rekel, da jaz bolj mislim, da smo izbrani, da nas je Marija izbrala. Zato, ker njej je všeč to, kar je malo, kar je slabotno, kar je krhko. Saj ne nazadnje tudi Bog, oziroma Pavel v Korinčanih pravi, da se je Bog izbral tisto, kar je slabotno, kar je v nečasti. Ne bom čisto točno ki narobe citiral. In ne nazadnje Marija, približala se je Bernardki, pol tistim 3 pastirčkom, in ne nazadnje je izbrala Medžugorje. To mi je tudi nagovoril, zdaj, po mojem, da na enem mladi festu sem videl, da je Medžugorje kar malo na koncu sveta. Če hočeš kamorkoli priti, se moraš po isti cesti vračati. Medžugorje ni tako prehodno, da bi šel čez Medžugorje, ampak je to ena vasica čistem pod Križevcem na koncu sveta in se moraš vračati po isti poti, če hočeš kam drugam priti. In Marija se izbira tisto, kar je malo. In slovenski narod je bil majhen, bil je pa tudi tako v zgodovini dost zatiran. Evo, državo imamo dobrih 30 let. In tako se mi zdi, no, da smo zato tudi Mariji, da smo ji blizu. In vse cerkvice, vse kapelice se mi zdi, no, da izražajo prav to. Da je bila Marija blizu našim ljudem in ne nazadnje, da jim je pomagala zelo konkretno. In zato so njej v čast zgradili lepe, mogočne cerkve. Saj Marija je pomagala Lajerju, da se je, mislim, da rešil iz zapora oziroma da je prišel ven, in potem se je zaobljubil, da bo naslikal to milostno podobo Brezijanske Marije. To se pravi, Marija je aktivna. V našem prostoru, v slovenskem prostoru je Marija aktivna, seveda ljudje so pa trpeli in so se v stiski obračali na Marijo in Marija jim je pomagala. In zato smo se tudi Slovenci posvetili Mariji, zato imamo menda da največ Marijinih pesmi. Šmarnice, to je naša posebnost, te pobožnosti. Tako da jaz mislim, da je tukaj ta odgovor, da smo mi izbrani strani Božje matere, tako da smo njeni na poseben način. Živa, imaš ti še kakšno misel? Meni se zdi tole super odgovor, tako da kar pustimo tle. A imaš mogoče, ne vem, najljubše romarsko središče v Sloveniji, v katerega rada hodiš? Brezjeva Sveta Gora, to je največ, kar hodim. Ne vem pa, če bi imela prav najljubše. No. Grem najrajše tukaj v centru Ljubljane, k Frančiškanom, samo pred Brazilijansko Marijo, pa molim. Hvala. Jure, ti kam posebej rad romaš? Poleg Medžugorja. Brezje.
brezje so mi zelo pri srcu. Tako pred tem Marijinim oltarjem sem že tako doživel res milosti. Nič čudežnega. Ampak tiste prijetne milosti kot človek, ko imaš res občutek, da te Marija sliši, da ima eno tako veliko uho, ki je tako pozorno na hrepenenja, želje mojega srca. In res tam ponavadi zmolim po tvoje varstvo pribežimo, Sveta Božja porodnica. In tako vedno gremo pogumljen, pomirjen, se vračam domov. Tako da brezje in pa kurašček. Kurašček imam pa, to mi je pa kot eno slovensko Medžugorje. Tako da tudi zelo rad poromam pred kraljico miru, tam je res. Tako imam občutek, da je res kraljica miru. Ne zaradi tega, ker bi bilo v njenem življenju vse mirno. Nikakor, v Marijinem življenju ni bilo mirno in tudi danes ni mirno. Zato, ker smo mi toliko nemirni, ker je svet toliko v nemiru in Marijino srce to čuti, ta nemir. Ampak je pa kraljica miru zato, ker Marija v bistvu nikoli ni dopustila, da bi nemir prevzel vajeti njenega življenja. Tega pa ni dopustila. Ampak je bil to Bog, je bila to njegova beseda. In tega se pa ob Mariji, kraljici miru, na kuraščku vedno znova učim. In tako, grem tudi pomirjen, vedno pomirjen. Ja, Marija je res znala ne samo v tistem prvem trenutku, ko je prišel angel do nje reči zgodi se, ampak čisto v bistvu v vsakem trenutku, ki ga je naprej živela. In v bistvu ji ni bilo težko, si predstavljamo, ker Jezus je bil preganjan, tudi ni bila vedno z njim, skrbelo je zanj. Tako mislim, verjetno si niti ni predstavljala na začetku, da kaj to pomeni, da bo Jezus odrešil, njen sin, da bo odrešil sveta, kaj bo to zanjo pomenilo. In kljub vsem tem bolečinam je znala v vsakem trenutku reči, naj bo Božja volja, zgodi se Božja volja. Kako vidva v svojem življenju nekako ta zgodi se probata čim bolj udejanjati? Živa? Jaz se prav spomnim specifično. 3 leta nazaj sem šla prvič Fiat 90 in je bilo prav ena od točk, da vsak jutr se zbudiš in rečeš, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In ti si bil tisti začetek, da sem začela to dojemati. In je bilo ful zanimivo, koliko je bil 90 dni, tako 3 mesece približno. Se je prav začel tako malo spreminjati od dneva. Prav zjutraj sem se nekako pripravila, da karkoli bo Bog poslal, da bi z njim znala to sprejeti in izpolniti njegovo voljo. In nekako vse videti skozi te oči, da je Bog z mano. Da ne se zgodi njegova volja, da združim svojo z njegovo. In je bilo res zanimivo. Zdi se mi vse te po zgledu Marije, vidiš na tak preprost način te uči živeti za Boga, te živeti z Bogom. Tako zdi se mi glavna beseda je ta preprosto. Tudi sem zdaj, ko tukaj govorim, sem se prej pogovarjala s predlom, vse kaj ne vem. Jaz sem tako zelo na preprosto predstavila mojo pobožnost k Mariji, mojo ljubezen do nje. In ja, se mi zdi, da je ona res tak velikanski zgled tega, da se odpovemo svoje volji in da se res združimo z Božjo. Se mi zdi, ona je res ona je eno z Božjo voljo. Tako da tisti mi je tak povod. Pol naprej pa res probam tako večkrat take male vzklike k Mariji, se priporočati k Mariji. En tak, ki meni je res blizu, je vedno, ko si dam nazaj gorško polir, če ga snamam, ko se ga stuširati, ali pa tako rečem, odpovem se sama sebi, vsa sem tvoja, moja preljuba mati. In mi je taka, tako preprost stavek, ampak res tako ponotranjen in res se probam izročiti Mariji, da me ona pelje k Kristusu, da se odpovem tem mojim željam, ki pridejo vsak dan, ki so tako, raj bi ležala v postelji, pa ne bi nič delala, tako take preproste, pa mi pomaga, da se dvignem nad to. A ti je pri kakšni tvoji navadi ali pa razvadi še posebej pomagala, tako da si rekla, to pa je zdaj. Ja, mogoče je to zdaj tako malo randljivo, ampak posebej se zelo se pogovarja z Marijo v raznih odnosih ali pa tako.
če razločiš zakon, pa je to cel gor, dol. In ji posebej rada to izročam, pa da ne bi potem preveč premišljevala ali pa tako idealizirala ljudi. In se mi zdi, da tle mi je Marija to pomagala, da sem tako stvarna, preprosta. Tako, ja. Hvala. Se strinjam. Jure. Ja, ta Marijin zgled predanosti Bogu me zelo nagovarja, oziroma vedno znova, tako zdi se mi zelo konkreten, no? Zelo konkreten in vedno znova najdem konkreten primer, kako se naj sam soočam, predvsem z odkrivanjem Božje volje, če tako rečem. Ne? Ker na nek način mi zelo dobro vemo, kaj je Božja volja drugih do nas, ne? Da nas spoštujejo, da nas imajo radi, da nas poslušajo, da nas sprejemamo take, ki smo in tako naprej. Mal se pa zatakne, ker je to Božja volja tudi zame do drugih. Ampak to so take vsakodnevne odločitve. Ne? Bolj življenjske, ko pa iščeš, kaj je Božja volja, je pa spet tukaj zgled Marije. Ne? Že prej sem omenil, da ko je Bog prišel k Mariji, ona ni kar tako slepo hitro rekla da. Ampak ona je najprej rekla, kako se bo pa to zgodilo, ko moža ne spoznam. To se pravi, Marija postavi vprašanje. Potem pa utihne in posluša. In enako je tudi, recimo, če se spomnimo takrat, ko sta Jezusa iskala v templju, je zelo enako. Ona reče, otrok, zakaj si nama to storil? Tvoj oče in jaz sva te žalostno iskala. Ampak pol Marija tukaj utihne in zopet posluša. In na koncu tam reče svoj da, da, dekla sem Gospodova, naj se zgodi. V tistem primeru pri Jezusu v templju me pa zelo nagovarja, ker Marija v bistvu ne reče nič. Ampak pravi Luka, da je Marija besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Torej, Marija v tistem primeru tam v templju nima kaj reči, ker še, po mojem, da še ne razume. In Marija posluša naprej. Marija besedo hrani v srcu in čeprav je bila morda doma, bolj kuhala, prala, ampak je še vedno poslušala te Jezusove besede. In s poslušanjem verjamem, tako si predstavljam, to je tudi moja izkušnja, da s poslušanjem besede, s premišljevanjem besede, res pa s poslušanjem se ti odpirajo oči za to, kaj je Božja volja. Ne gre tako, a veste, mene kdaj šokira, ko kakšen reče, to je Božja volja zate. Ja, ne vem, če to kdo lahko reče, ampak na Mariji način jo pa lahko odkriješ. Se spomnim, papež Frančišek je enkrat omenil eno zgodbo, da je en fant imel en problem in ga je zaupal mami in kaj naj naredi. In mama mu je rekla, pejt, menda je tam v Argentini neko romarsko svetišče, Marino, pejt tja, pejt vprašati Marijo. In ta fant se je postavil v vrsto za spoved in tam je spovedoval papež Frančišek, takrat še nadškof Bergoglio. In pravijo, da je Frančišek takrat nadškof pogledal, koliko je še ljudi za spoved in je videl tam enega fanta vzga tetoviranega. Je rekel, ja, kako pa zdaj, ne? In ta fant noter pride, je rekel, a začneva spoved. Je rekel, niti ne, sem vse odgovore že dobil. No in potem bo ta fant to zgodbo zaupal, da je imel en problem, velik problem, da mu je mama dala nasvet, je šel v to Marino svetišče, zelo hitro dobil odgovor in je spoznal, kako naj stvar reši oziroma kako se naj v tej konkretni situaciji znajde. Ja, to se mi zdi prava pot, ta Marijina drža odkrivanja Božje volje. Kako meni konkretno pomaga? Ja, vedno znova, da rečem Bogu da. Da rečem Bogu da in da rečem vsemu, kar ni Božje in vem, da ni Božje, veliko je tega, kar vemo, da ni Božje, pa delamo, da temu, kar vem, da ni Božje, kar sem prepoznal, da nekaj ni od Boga, da temu rečem absolutni ne. In takrat se začne evangelij v mojem življenju.
takrat dopustim, da se Božje kraljestvo približa mojemu srcu. Se spomnim, zadnjič en mladinec je bil, je zaupal, pa jaz sem vedel, no, da kadi otroco, a ne. Sem rekel, zakaj to delaš, a ne? Ja, je rekel, saj vem, da ni v redu, ampak župnika, vse koliko se to dobro pol počutimo, pa tako zabavno je, pa tako mi pol razlagal. Ja, pa sem rekel, pa ima željo, da ne bi, ja, to pa imam, a ne, da tega ne bi delal, a ne. To pa imam, ampak ne morem nehati. Je rekel, zakaj mi Bog ne pomaga? Sem rekel, glej, zato ker, ko pride do te skušnjave, ti rečeš da travci in Bogu ne. V trenutku, ko je prišlo do skušnjave, ti reči da Bogu in ne travci. In Bog bo začel pomagati, ker Bog želi našo svobodno privolitev. Bog hrepeni po našem da. In takoj, ko mu mi rečemo svoj da, Bog začne zelo aktivno v našem življenju. In tega nas res uči Marija. Tega sem se jaz res naučil ob Mariji. Nič kolikokrat sem prebiral ta odlomek, njen da, njen fiat. Ampak tako, ko ga pa postavi sredi življenja, pa vidiš, kako je to res, kako je to konkretno, kako to res deluje. In Bog ne gre mimo naše svobodne volje. Tako bi jaz rekel ob tem fiatu. No. Hvala. Zdaj, Živa, ti imaš presemenila škapulir. Pa si ga prenesla tudi s sabo, da nam ga pokažeš in mogoče tudi poveš vsem nam, ki ne poznamo tako dobro te pobožnosti, zakaj se pravzaprav gre. Ja, z veseljem. Torej, škapulir je tako zunanje znamenje pobožnosti k Mariji. Tako da je tako sestavljen iz takih 2 koščkov volne in ga nosiš tako čez rame. Ja. Jaz imam enega spodaj, samo da ne bom zdaj gorna dol dela. In v bistvu ga nosiš ves čas, enkrat je duhovnik ga blagoslovi in te posveti. In ga nosiš celo življenje načeloma. In je v bistvu tako, da pač potem tudi, če drugega dobiš ali pa tako, mora biti samo blagoslovljen. In so razne obljube bile dane. Torej, škapulir je nastal 1251, se je Simonu Stoku, enemu karmeličanu, prikazala Marija in mu rekla, da vsak, ki bo umrl s tem škapulirjem, ga bo rešila večnega ognja, torej, da bo zveličanje obljuba. In je v bistvu ni neko magična stvar, da zdaj pa, če to nosiš, pa grešiš cel življenje, pa tako boš pa kar v nebesih. Ampak je res, bi rekla tako, zunanje znamenje, da ti živiš po evangeliju, da po zgledu Marije hodiš za Kristusom. Tako da ni nobena taka, ja, zdaj pa to nosim, zdaj pa zveličan, pa tu si gremo vsi kupiti škapulir. Ampak je tako, no, res se mi zdi, meni posebej pomaga to, da med take pobožnosti, da tudi takrat, ko je mogoče molitev težka, ko je življenje z Bogom težko, ko je puščava, ko se ti zdi, da si oddaleč od Boga, so ene, rekla, strukture, ena disciplina, ena stvar, ki si jo zbral, da boš zvest Bogu v tem, ki ti pomaga, da vse ohraniš molitev. In tudi pri škapulirju je tako dnevno, da zmolaš vsaj 3 zdrave Marije, taka mala stvar. In si tako del nekako karmeličanske družine, tudi če nisi karmeličan oziroma redovnik. Ja. Super. Potem pa, ko so se pogovarjale, si omenila še posvetitev Mariji? Ja. Bi še o tem kaj povedala? Lahko. Posvetitev Mariji, no, jaz sem šla posvetitev Mariji tudi 3 leta nazaj, malo potem, ko sem škapulir prejela, tako sem šla tisto kasneje, takrat sem bila tako, jaz si želim Marija več ta odnos. In se mi zdelo tako, kar je rekel duhovnik, da res Marija se ti približa. Jaz sem sam rekla, prosim Marija, prosim, da bi tole kaj šlo. In je kar Marija se tako potiho trudila, tako na nevsiljiv način. In sem šla pripravo, 33-dnevno pripravo od Louise de Montforta, sem pa to prav rekla, in je res tak preprost način spet, da tako nekako je sestavljeno, da 12 dni se odpoveduješ svetu, potem en teden spoznavaš sebe, en teden spoznavaš Marijo, en teden spoznavaš Kristusa in potem se posvetiš in tudi napišeš tako pisno, da si se posvetil Mariji in se podpišeš in greš k maši in tako. In je res tako, spet bi rekla, zunanje znamenje, da združiš se, oziroma se posvetiš Mariji in ji zaupaš, da te bo ona k Kristusu pripeljala. Taka preprosta stvar, ampak dela čudeže, bi rekla. Tako, ja. Super.
Hvala vama, da sta prišla v studio, da sta z nami podelila to svojo ljubezen do Marije, za vse svoje modrosti na tem področju. Tako da vama želim, da bi vaju imela Marija stalno pod svojim plaščem. Zdaj, jaz bi zaključila z eno mislijo papeškega pridigarja Raniera Cantalamesse, ki je rekel, da nas Marija res uči, da smo vredni toliko, kolikor ljubimo Boga in bližnjega. Tako da ena taka spodbuda tudi za vas, dragi gledalci. Vi pa lahko všečkate to objavo, delite, nas spremljate na YouTubu, Instagramu in Facebooku. Hvala, adijo.